Je že pred časom poslala priporočila glede treninga in igranja nogometa pristojnemu ministrstvu, ampak odgovora s strani države ali pristojnih institucij še nismo prejeli. Poteka komunikacija tudi skozi našo krovno športno organizacijo, govorimo o Olimpijskem komiteju Slovenije. Zaenkrat smo vse, kar je bilo potrebno, poslali, žal odgovora ne prejmemo. Sicer izjav predstavnikov države na današnji novinarski konferenci razume, da klubi lahko pričnejo s treningi ob upoštevanju določenih pogojev, kar pomeni, da lahko v nadaljevanju razmišljamo tudi o igranju prvenstvenih tekem, seveda ob upoštevanju omejitev zaradi pandemije. Naslednji korak je, da v najkrajšem možnem času stopimo v kontakt s pristojnimi institucijami in glede na poslani protokol preverimo, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način lahko svetujemo vadbo klubom. Da se na prvem mestu ščiti zdravje vseh udeležencev, to pomeni, da je potrebno se gibati zunaj, da vadba, če je v fitnesu, se izvaja v rokavicah in pa z maskami, da vsak uporablja svoj bidon, da so treningi za zaprtimi vrati, da se vse masažne mize, ukolikor pride do kakršnihkoli fizioterapevtskih posegov, se takoj po vadbi razkužijo, dejansko vse, da se čim bolj varno zagotovi vadbo. Sam protokol za vadbo na treningu je dejansko usklajen s priporočili NIJZ-ja in pa se opredeljuje tudi na nemški protokol, ki nam je bil seveda na voljo v pregled. Prekinitev vseh aktivnosti pomeni finančno škodo za vse nogometne deležnike. Ne smemo pozabiti, da velik del klubskih proračunov predstavlja tudi prodaja igralcev, ki pa bo zaradi pandemije močno okrnjena. O višini škode, ki jo bodo utrpeli vsi nogometni deležniki, pa je ta trenutek še nemogoče govoriti. Nogomet skozi vse svoje aktivnosti najbolj številčnega športa v Sloveniji generira kar nekaj milijonov evrov in nedvomno bo skozi to tudi okrnjen državni proračun.